Kako svet občuti nekdo, ki je gluh, slep, gluhoslep? Na ta vprašanja so skušali odgovoriti na predavanju in izkustveni predstavitvi z naslovom Živeti z gluhoslepoto, gluhoto in slepoto v organizaciji Medobčinskega društva invalidov Žalec. O svojih izkušnjah je spregovorilo 5 parašportnikov in Metka Knez, gluhoslepa oseba in doktorska študentka na Pedagoški fakulteti. Ja, gluhoslepota je v bistvu kompleksna, hkratna invalidnost, gluha in vida, in tako je mogoče res nekoliko težje razumeti, ampak jaz bi rada najprej razčistila, da povem, da ne glede na to, da je gluhoslepota hkratna invalidnost sluha in vida, pri eni osebi je za vsako osebo njegova invalidnost najtežja. Zato v bistvu težko primerjamo med sabo, če me vprašate, kaj jaz potrebujem kot oseba z gluhoslepoto, lahko povem, da uporabljam različne načine in strategije za vsakdanje funkcioniranje, in sicer po eni strani uporabljam številne tehnične pripomočke, kot so slušni aparat, polžkov vsadek, očala za mobilnost in orientacijo, bela palica za slepe, povečan monitor, potem recimo elektronsko lupo, potem osebno asistenco, ta vodiča slepih, skratka več in različnih pripomočkov za komunikacijo, mobilnost in orientacijo uporabljam. Gluhoslepa je tudi Tanja Glušič, ki se že od leta 2013 ukvarja s plezanjem. Gluha je od rojstva. Pri 4 letih je dobila polžev vsadek. Proti koncu osnovne šole se je močno poslabšal tudi vid. Ker je pri dogodku šlo tudi za izkustveno predstavitev, nam je predsednica Medobčinskega društva invalidov Žalec, Nataša Privošnik, prek navodil predstavila, kako vidi Tanja. Vidi tako, kot bi gledal skozi slamico. Zdaj pa prosim, če roke naredite takole, zaprete eno oko, date očale dol. Ja, v Boga me morate danes. In poglejte skozi to odprtino. Tako vidi Tanja. Leta 2011 sem šla na pregled na očitno kliniko. Tam so ugotovili, ker se je vid tako poslabšal, da sem lahko že v družbo za slepe in slabovidne. Od takrat naprej sem začela razmišljati, sem začela tekmovati med slepimi in slabovidnimi. Leta 2013 sem zasledila, da obstaja paraplezanje. Od takrat naprej začnem trenirati. Samo 1 mesec pol treninga sem šla že na prvo tekmovanje v Italiji in takrat mi že dosegla 2. mesto. Leta 2014 sem bila 2. na svetovnem prvenstvu v Španiji. Leta 2018 sem bila 3. na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku v Avstriji. Istega leta se postala parašportnica leta. Tanja si sicer želi, da bi lahko več trenirala in tudi tekmovala. Da bi lahko narediti v Sloveniji kako državno prvenstvo, potem bi lahko več
gluhoslepi ali slepi ali gluhi, narediti ekipo in bi lahko imeli več treningov. Če bi bilo več, bi lahko imeli vsak svojemu okolju svojega trenerja. To je treba najti v prihodnosti. Več trenerjev, da bi bili usposobljeni, več denarja za priprave, tako doma kot v tujini. Jana Furer je slepa, a predana športu. Včasih skoku v daljino in suvanju krogle, predvsem pa showdownu, ki je neke vrste namizni tenis za slepe. V tem športu je državna prvakinja. Že predtem pa je žela lepe uspehe v atletiki. Včasih je mogoče fajn, da kakih stvari ne vidimo, največkrat ni, ampak s tem na to se privadiš. Mene večkrat kdo vpraša, a si se sprijaznila s tem, da ne vidiš. Pa jaz rečem, da sprijazniš se težko, se pa navadiš, se pa prilagodiš na razne načine. Jaz sem ena izmed takih, ko mora biti dogajanje, ko mora biti moving, ko nisem človek, da bi lahko bila pri miru. Zato tudi, ne vem, ne igram šaha, na primer, ko je veliko zelo uspešnih slepih šahistov. Ne vem, ne morem poslušati zvočnih knjig, ker takoj zaspim zraven. Jaz sem bolj, moje življenje je šport, je gibanje, druženje. To je tisto, kar sem jaz, no. Pravi, da vid ni ovira, ki bi pretirano vplivala na razpoloženje slepih. Slepota ni nalezljiva bolezen, da slepi ljudje vseeno živimo polna življenja in da bi si želeli mogoče več kontaktov oziroma da ljudje izgubijo strah pred tem, da pristopijo k slepemu človeku. Ker velikokrat nam pride prav pomoč, če pa jo ne rabimo, pa mogoče tudi kdaj rečemo ne hvala, ampak to ni v bistvu iz tega, da bi zavrnili človeka, ampak zaradi tega, ker pač vemo, da zmoremo in pač to želimo tudi sami upraviti. Marija Fras je močno slabovidna, a vseeno predana pohodništvu in kegljanju. Leta 2002 je osvojila zlato medaljo in postala športnica leta med invalidi. Prav tako leta 2007, ko je osvojila zlato medaljo in dosegla svetovni rekord. Zelo rada se ukvarja tudi s pohodništvom. Jaz hvala Bogu še imam do 5% vida, s katerim pa, ker sem to od rojstva s tem vidom, si zelo veliko pomagam. In mene sam recimo tema me malo še, drugače pa v znanih prostorih se jaz zelo dobro znajdem. Tako da to bi, kar se tiče čist, je velika razlika med menoj pa onima, ko nič ne vidita, popolnoma nič, ne. Ker jaz recimo še peljem kdaj ali Jano ali Sebastjana po teh znanih poteh, tudi po pohodniških poteh, recimo Celjska koča pa okoliški hribčki, ne. Ampak ko pa jaz grem nekam v nek neznan prostor, recimo sploh pa visokogorje, pa to pa res rabim pomoč. O tem, kako stopiti v stik s slepimi, je povedala, da jih pač normalno ogovoriš. Najboljše je, da slepega ogovoriš in ga pač vprašaš, recimo, če vidiš, da je nekje, da bi mogoče rabil pomoč, da ga sploh vprašaš, če rabi pomoč, ne pa da ga kar zagrabiš, pa ga nekam vlečeš, to se ne dela, ne. Ampak predvsem z govorom, da mu poveš, da si tam in da mu lahko pomagaš, če si želi. Močno slaboviden je tudi Gorazd Dolanc, ki ima manj kot 5% vida. Je plavalec, alpinist in pohodnik, ki se zadnja leta posveča predvsem plezanju. Sem kar dosti samoiniciativen in zelo dobro uporabljam ta vid, tako da dostikrat sploh ni videti, koliko dejansko slabo vidim, ker imam pač le nekje 3%. Tako da gledam pa na slepoto, to močno slabovidnost mojo
nič, no, ko sem bil v puberteti ali pa ko sem bil mlajši, a ne, je bilo težje, razne preizkušnje, zbadanja, pol, ko s tem rasteš, se razvijaš, pa začneš malo bolj odraslo gledati na te stvari in se ne obremenjuješ več toliko s tem, a ne. Tako da praktično jaz čisto normalno živim kot vsak drug zdrav človek, kar pa rabim so pa razne prilagoditve. Kar pogrešam je pa predvsem od institucij, kot je, ne vem, ZŠIS ali pa, ne vem, razne občine na državnem nivoju, pa tako bolj enakovredno, da se vse podpira, a ne. Da se ne določene ekipe, določenega posameznika, ker v prvi vrsti gre za šport invalidov, jaz gledam tako, da se gre za to, da se v prvi vrsti gibamo, da se družimo, da smo aktivni in želimo biti vsak dan boljši. Šele drugotnega pomena mi pa neke medalje, pa ne vem kaj, a ne. In to upam, da bojo enkrat tudi odgovorni na ta način začeli delati, da ne bojo forsirali samo tiste, ki imajo medalje ali pa uspehe, da bi tudi enakovredno dajali sredstva in podporo in iskali sponzorje, nove bodoče igralce v določenih športih, da je čim bolj enakovredno za vse. O svojih občutkih je spregovoril tudi gluhi Aleš Peperko, ki se je v življenju ukvarjal z veliko športi, trenutno pa ga najbolj zanima kedljanje. Iz izkušenj pravi, da se slišeči ustrašijo sporazumevanja z gluhimi. Sicer pogreša več vsebin s podnapisi na televiziji in tolmačenje gledaliških predstav. Dogodek sta povezovala predsednica društva Nataša Privošnik in slepi moderator Sebastijan Kamenik, ki sta skrbela tudi za obilo smeha med vodenjem pogovora. Dogodek je bil tolmačen v slovenski znakovni jezik. Po predavanju je sledila tudi izkustvena predstavitev gluhoslepote, v kateri smo si morali videči in slišeči začepiti ušesa in prekriti oči ter se s palico za slabovidne sprehoditi po prostoru. Tako smo vsaj za trenutek in od daleč zaslutili, kako je biti odrezan od osnovnih čutov.